Dohodnina 2007, v kateri, kot rečeno, so se že razvnele razprave, nekatere zelo konstruktivne, objektivne, nekatere, predvsem strani opozicije, pa diskvalificirajo koalicijo, ki je pripravila takšne davčne rešitve. Dohodnina 2007 pravzaprav pomeni zadnjo fazo poenostavitev odmere dohodnine, ki davčno upravo Republike Slovenije uvršča med najnaprednejše davčne uprave v Evropi. Seveda davčna uprava je tista, ki mora dohodninsko zakonodajo izvajati, upoštevati seveda tudi zakon o davčnem postopku. Mi vsi se spomnimo, koliko sivih las nam je vsako leto povzročala napoved za odmero dohodnine, ko smo tudi čez leto zbirali račune, da bi z njimi uveljavljali olajšavo, potem pa smo bili razočarani, da pravzaprav večine računov nismo mogli uveljaviti kot olajšavo, ker vemo, da je bila tista olajšava suma sumarum samo 2%. Se pravi, ni več dohodninskih obrazcev, ni več dolgih vrst pred okenci davčnih uradov, ni več, kot rečeno, zbiranje računov. Na nek način davčno napoved za nas naredi v obliki informativnega izračuna kar davčna uprava. Mi ta izračun potem kot davčni zavezanci pogledamo in ugovarjamo, vkolikor se s tem informativnim izračunom ne strinjamo. Državljankam in državljanom je treba povedati, da informativni izračuni še niso dohodninska odločba. So le, kot rečeno, informativni izračun, kot pove ime samo. Mnogi strašijo po državi in po mnenju poslancev Nove Slovenije zavajajo državljanke in državljane v zvezi s temi izračuni. Državljanke in državljane pozivamo, da ne nasedajo, ampak sami napravijo primerjavo odmerjene dohodnine za leto 2006 in za leto 2007 in potem bodo ugotovili, kolikšen delež pravzaprav od svojih prejemkov morajo dati državi. In mi trdimo, da je delež davka glede na leto 2006 v primerjavi z prihodki v letu 2007 manjši. Jaz sem prav vesel, da sem lahko danes v dnevnem časopisju zasledil izjemno pomembne primerjave in če dovolite, bi jih tukaj tudi želel pokazati. Prva takšna primerjalna tabela je v današnjem časopisu Večer, se pravi 8.4. Imamo izračun razlike neto razpoložljivega dohodka družine v letu 2007 v primerjavi z letom 2006. Imamo seveda različne tipe družin, 6 tipov družin z olajšavami, z otroki, z enim, dvema in tako naprej. In za isti dohodek ugotavljamo, da je konkretno, če ima družina brez otrok in je v letu 2006 uveljavljala 2% olajšavo in je imela v letu 2006 in v letu 2007 dohodek nekaj čez 30.000 evrov, da bo neto ta prihodek, da bo v letošnjem letu neto prihodek večji za slabih 840 evrov. Iz večine elementov te tabele se vidi, da so neto prihodki večji, oziroma, torej v letu 2007, da so večji, oziroma, da tisti, ki imajo izjemno visoke dohodke, se pravi od 60, 80 in 100.000 evrov na letni ravni, tam pa vidimo, to je okroženo z rdečo barvo, da so predznaki minus, to pomeni, da bo pa neto prihodek te družine v letošnjem letu v primerjavi z letom 2006 manjši. To kaže na to, da ni res, kar drži opozicija, da bodo bogati še bogatejši. To so konkretni izračuni, ker se mi s temi izračuni strinjamo in smo jih tudi sami preverjali, zato je tudi tukaj kažem. In še druga zelo koristna tabela v današnjih financah, se pravi Vir finance, 8. april letos. Spet imamo primerjave dohodkov 2006 in 2007
imamo 3 tipe družin, se pravi, in tudi 3 različne vrste oziroma višine prihodkov. Prvič, rahlo podpoprečna plača brez otrok, nekaj več kot dvojna povprečna plača z 2 otrokoma in približno 4-kratna povprečna plača brez otrok. Delež odmerjene dohodnine v bruto dohodkih. Kaj vidimo? Vidimo, da je v tem najnižjem dohodkovnem razredu bila dohodnina v letu 2006 11,9 odstotna, zdaj je 11,2 odstotna. Potem gremo naprej, recimo rečemo približno srednji razred, torej z 2 otrokoma. Potem vidimo v letu 2006 dohodnina 16,9 odstotkov, v letu 2007 nižja 16,3. In naprej, se pravi, spet tisti bogatejši sloj, bo pa letos, oziroma za leto 2007, plačal višjo dohodnino. Namreč v letu 2006 je plačal približno 25,1 odstotek, za leto 2007 bo plačal skoraj 26 odstotkov. To so tabele, kot rečeno, zelo dobrodošle in bi res priporočal, da si državljani ogledajo. Mi smo jih preverili in jih tukaj tudi z veseljem še enkrat predstavljamo.